Jaz upam, da si slišimo, tudi če sem tak. Super. Evo, hvala. Zdaj, po celem dnevu, ko smo jedli kot tak, sem jaz tisti, ki vam bo moral nekaj povedati o maščobah spet. Tak, jaz sem po horoskopu mali medvedek. Danes smo slišali dosti stvari, pa preden bi vam začel govoriti o novem produktu, ki ga imamo tukaj, bom povedal, kateri je tisti, ko ste to vidite. Enih par takih rezimejev na to, kar ste danes slišali kot tak, kar ste slišali o holesterolu, o LDL-u, o antioksidantih. Mene je vedno zanimalo, zakaj, vedno vprašanje zakaj. Tu ste ljudje, ki ste tu pri Kaliviti verjetno dvakrat dalje, 10-15 let. In kak? 26 celo? No, evo. Skratka, da se malo vrnem, tisto, ker zdaj sem mogel, tako sem v glavi spreminjal predavanje, tako da mimo vsega plana, kak je blok, zdaj ste slišali o spirulini, pa o kloreli, pa o teh stvarih. Res je, če bi šli na avto, pa vzeli samo to stvar zraven, ja, bi preživeli z enim malim dodatkom, čez čas bi bili vsi zeleni. Koža bi se vam barvala zeleno. Da je to res... Kak? Ja, kožo bi tudi dobili zeleno. Obstaja indijski mistik, ki je bil, še zdaj hodijo v Indijo gledati, ko je odtis delal z roko v skale, pa stopala. Oni živijo tako, da živijo samo, da se je hranil samo s temi malimi zelenimi rastlinicami, zato je postal zelen. Dejansko potem boljše absorbirate fotone iz svetlobe. Klorofil shranjuje fotone. Kar se tiče maščob, maščobe rabimo. Francozi, zakaj so taki? Oni jejo z užitkom, ujejo počasi. Seveda ta resveratrol, vse te stvari, ki jih imamo, o katerih smo slišali, dodajo. Kaj mi pa šlo danes skozi glavo, da vsi premalo poslušamo svoje telo. Namreč, ko pridete vi v stanje, ko je treba pomanjkanje vitaminov, maščobe, vsem pa tja, že meriti z laboratorijskimi izvidi, potem ste že daleč prišli, potem ste že nekaj zelo naredili. Ker jaz vage ne uporabljam, zakaj, ker mi je dol, da se slečem pred ogledalom, pa se skregam sam s sabo. Pa mi je tako jasno, česa imam preveč. Da varim vsak enemu tretjemu, da mi reče, imam pa še onega preveč, pa onega, ne rabim tega. Ko pa jaz meni, v mojih očeh, bom rekel, tako že nekaj zgledal, bom rekel, jaz smo že dobro naredil, zdaj pa meni zanimivo grandi finale, ki lahko še kaj popilim, kaj dodam, kaj kot tak vzamem stran in te druge stvari. Holesterol, ja. Rabite ga, rabimo ga. HDL, LDL, to, kar vas bom volantah strašil, 25 let delam z ljudmi vsak dan, naposlušal sem se stvari, bom rekel, stvari pacientov, s katerimi zelo sočustvujem, ker po drugi strani pa je tu naš ceh, ko ga piha zelo mimo. Tako tukaj, ker smo tako interno, lahko povem, da v določenih stvarih vedete dosti več kot vaši zdravniki. Ne pustite se strašiti. Tisto, kar ste slišali 7,5 minut po pacientu, meni, ko smo volanti, ga ni tistega, ki mi bo vklopil štoparce, pa rekel, zato gospod imaš 7,5 minut, za tega imaš 7,5 minut. Ne, imam časa, koga si ga bom sam vzel. Če mu kaj ne paše, naj prinese stetoskop, plašč, kulico, pa svoj žig. Pa mi bo on pokazal, kako se to dela. Ker danes, kaj dela, vas hočejo strašiti. Ko vas strašijo, ste v strahu. Ko ste v strahu, ste v krču. Se vam začnejo rušiti vsi sistemi, to, kaj ste danes lepo slišali. Od teh parasimpatikov, simpatikov so hormoni začnejo narediti in potem vas noben več ne zloži skupaj. Prvo pravilo v medicini, ki se ga jaz držim, to Maja ve. Vsi tukaj sedimo, smo vrhunske mašine. Zakaj sem rekel mašine? Ker medicina mainstream razmišlja še vedno v newtonskem svetu, v newtonski fiziki. Torej smo vrhunski motori, aparature, kakorkoli hočete. V vsaki celici mi bi pa radi zdravniki, bi mi vam to nekaj štelali, pa bi vam dodali še to, pa ono, pa tisti, pa ona zdravila, pa tretje zdravila. Telo je sestavljeno iz 80 milijard celic, to vete. V vsaki celici, v vsaki sekundi poteka 15,000 kemijskih procesov. Kaj bi mi to nadzorovali? Pojma nimamo, kaj se dogaja. Tu, en segment tam, en segment tam, nadzorovati ne moramo nič. Zato, keep it simple. Poslušajte telo, umirite se, vsedite se pred vse produkte, pa seče, kaj zdaj moje telo rabi. Boste videli, roko bo šla sama po starih, ki boste rabili. In rajši imati manj, pa kvalitetno, ko pa vse zbrda z dola, pa je to, tako rečejo, jaz imam ful rad Jugoslavijo, ker ima take dobre izrazi.
Sve onda samo drago pišanje i sranje, ono skupo pišanje i skupo sranje. Jejte manj, jejte kvalitetno, izbirajte produkte, pa odvili pa še v stvari, bom rekel, zagnali naprej. Tak, zdaj pa, ker je to, ta del, mikrofon. Zdaj sem pa tako v OZN-u. Torej, vsi se strinjate z mano? Sranje je, težko je, ampak mi se ne damo, ne, ker jih ne poslušamo. No, pa gremo naprej. Evo, to je danes tema tega mojega predavanja o stvareh, o novem produktu, Nordic Omega Pure, ne, Keto 3. Kaj ta cela zgodba pomeni, vas bom probal dešifrirati, ker se s tem nekaj časa ukvarjam. Zakaj? Ker vem, da vsi, ki ste tu, ogromno veste o teh stvarih. Da vam povem nekaj novega, oziroma tisto razliko, dodano vrednost k temu, kaj imate v roki, kaj boste od zdaj naprej lahko dobivali, za razliko tega, kaj najdete vi drugje. Ne? In sva sem se spravil na začetek. Ne? Zdaj boste videli, uspodom še povedal stvari, ko so se prej povedali o hrani pa to. Danes na zemlji jemo preveč, pogledajte, Američani so debeli kot pujsi, to je katastrofa, več vitamine, bolj kot vodo pijo, bolj debeli so. Pa zdaj bo glih tako vsi razpadli. Ne? Zemlja je izčrpana. Ne? Zemlja je izčrpana, ni problem v sadju, v zelenjavi. Zemlja nima več kaj iz zemlje ven za potegniti. Ne? Jaz vam reči, spite 5 litrov vode, 7 litrov vode, tam meni nekoga bom zbral, ker zdaj, ker sem tu, imam to, ta vpliv na vami prečem. Vidite, zdaj vi morate 7 litrov vode na dan spiti. Pa če jaz tako pogledam, boste vi meni verjeli na smrt, čez 5 let boste razpadli, ker vas bom scedil. Ker ne vem drugo, kaj te razravni imate, katere vitamine, da voda, če samo pijete, izčrpava organizem. Ni samo pitje. Vprašam pacienta, kak je barve vaš urin? Bel? Si rekel, kaj je bel? Je rekel, ful je svetel. Si rekel, imate pa problem. Urin mora biti zlato-rumene barve. Karkoli boste našli zlato-rumene barve, kar pa meni koliko vode, za neko je to 2 deci, za neko pol litra, za neko 5 litrov. Različni smo, zato smo tukaj, smo mi vsi različni. Ni uniformnega formule. V medicini vas ravno to terajo. Šablona 1, šablona 2, šablona 3. 7 minut, 10 minut, 12 minut. Ni šablone, zapomnite si. Kdo bo to zgodbo, to norijo, ki se zdaj dogaja, ki ste vi deležni, ustavo? Veste kdo? Vi. Začnite bojkotirati, začnite se buniti, začnite zahtevati. Zdravniki vse, kar imamo, je čas. Plačani tak smo. Plača tak prije, delaj, kaj ne delaj. Nimajo pa radi zdaj zdravniki pacientov, ki postavljajo pametna vprašanja, oziroma sploh vprašanja. Je tak? No? Prej sprašujete, pa rečete, vi ste pa naslednjič na vrsti, če se kdaj samo malo 2,27. Tako se pa bradijo na to. Skratka, da boste sebe naredili, začnite res skrbeti sami za sebe, to vas bo edino rešilo. Zaupajte sebi, zaupajte znanju, ki ga imate, zaupajte stvarim, s katerim barantate in bo. Eno takih je tudi, bom rekel, omega 3 olje. Ko ste čuli tudi o ribah, pa o algah, pa vseh teh stvarih. Jaz sem pogledal, odkot se to olje pridobijo, pa katera vrsta riba, ker niso vse ribe enake ribe. Imate male, velike, debele, suhe, ampak to olje dela iz norveškega slanika ali sleda, kako pravijo. Zakaj to? Zato, ker je tam olje, mislim ne olje, ker so ribe, tam je morje bolj čisto, kot je pri nas. To je vrsta ribe, ki ne plava na površini, pa ne plava čisto pred dnu, torej pomeni, da stalno ne pobira svinarije. Najbolj neugodna hrana, morska hrana, vidite, katera je? Školjke. Školjke. Ni vsega restauracija, ko prodaja školjke, ful super. Školjkami se lahko fejst zastrupite, zakaj? Ker školjke so filtri vode. One filtrirajo vodo. In zato ste tudi skrbno izbrali, katero ribo. Zakaj? Eno je, da imaš ribo, ok, rabiš olje, to imaš čo ima riba. Od kje boš dobil to ribo? Greš v morje, ki je čisto, čim bolj čisto. Da riba ne plava, ne prej zgore, pa ne prej spodaj. Zakaj ne prej zgore, spodaj že vemo. Zakaj ne zgore? Kaj na površini morja? Plastika. Mikroplastika. Pa reči, super, imam olje, pol imaš v bistvu, pol imaš silikona, zraven pol pa imaš olje. Da so stvar dvignili še na naslednji nivo, so skrajšali čas pridelave od ribe do olja. To, kaj sem napisal. To je 30 minut. Zakaj? Zato, da vidite čisto olje, ki ga, ko ga stisnejo, ga zapakirajo. To, ko sem bral, res sem si vzel čas, ker sem, bom rekel, ne morem jaz vam nekaj razlagati, kaj živete, pa na koncu sem pa presedli, pa vi meni predavali, jaz bom poslušal. Skratka, ko so
Kar se tiče tega olja, da so ga natočili v flaške, je zelo hrabro. Ne? Zakaj? Zato, ker imajo vse te kisline imajo eno specifično kemijsko formulo, tu sem jaz zdaj eno lepo sliko, tu noter. Ne? Tako zdaj mi je ful vse jasno. Jaz pa ful pametno zgledam, ne? Vidite, te verige, pa eni oji so tu, pa vsaki tisti kvadratih bi moral biti en C gori, kar je ogljikov atom. Ne? Ampak, vse te kemijske spojine morajo biti, da si mi lahko, da se jaz lahko pogovarjam s Kitajci, pa z Američani, pa z Južnoafričani, kot tak, ne, so te maščobne kisline, ki imajo dvojne vezi, kar pomeni več, ko ima dvojne vezi, boljše je, ker manj škodljiva je ta maščoba kot taka. In v tej zgodbi, namreč kaj se dogaja, da so te stvari zelo občutljive na svetlobo pa na toploto. Ker na svetlobi pa toploti se odpre te vezi in potem se na te vezi vežejo druge stvari in olje se pokvari. Ne? Mi na Štajerskem, se imam na enem slajdu napisano, vam potem povedal, kaj se z njimi zgodi. Skratka, za vsem tem, ko so se lotili pridobivanja pa izdelavi tega olja na tak način, so se izognili, koliko se je le dalo, nizki vsebnosti polutantov. Hladno stiskanje pomeni, ne uporablja se za pridobivanje olja, pa za stabiliziranje tega olja nobenih kemijskih stvari, nobenih topil, ničesar, kar bi stabiliziralo to olje, da ful lepo diši pa tak, ne. Veste, vsako prije, reče, imam nekaj oljnega za tebe, najprej odvijete štopl pa povohate, ne. Razen če niste fejst bolani, pol tak ne vohate nič. Ne. In pa, ne še samo to, zavedajo se, da v bistvu to, kar dobijo iz morja, jemljemo iz morja. Ne, če vidite pogledati Jadran, v Jadranu je, na Jadranu, po Jadranskem morju čisti Teksas med temi ribiči, ne. To se lovi z brda, z dola, se čohajo tla. Tukaj se upoštevajo standardi, da v bistvu se ve, kdaj se te ribe drstijo, kdaj so najbolj debele, kdaj so bolj mastne. In takrat se jih lovi v bistvu, da se v morju ne vzame preveč tega, da se lahko ta rod rib obnavlja, ker drugače bi ga izropali. Imeli bi 75.000 litrov olja, ki ga ne bi noben uporabil, ali pa bi ga potem začeli prodajati, ampak ne bi bilo več rib, s katerimi bi potem dalje dobivali te produkte. Ne, da vam pokažem še nekaj produktov, še nekaj teh podatkov o teh stvareh. Ne. Ja, so omega-3 kisline, ki jih lahko dobite tudi iz rastlin, ampak to je en trik, zakaj ne iz rastlin. Ker omega-3 olje kot tako se poskrbi za to, da se potem tvorita te dve substanci, kateri boste videli, pa kateri že vi poznate, pa vam bom potem tukaj pokazal par definicij, s katerimi sem jaz ukvarjal, pa DHA in, ne, to so maščobne kisline, to so kratice za maščobne kisline, katerih znanost je pa šla potem tako daleč, da smo se začeli ukvarjati z razmerji med EPO pa DHA in, ne. Sploh kaj so te maščobne kisline, ki vsebujejo ta ribja olja. Ne? Maščobne kisline, to so ene specifične kisline, ki imajo verige, to so tiste verige, ki sem vam prej kazal, ki je tako čudno izgledalo, med 20 pa 12 ogljikovih atomov in potem glede na to, kako ti stojijo, kako so veze med njimi, jim damo oblike, da so eno nezasičene, dvonezasičene ali pa polinezasičene mastne kisline. Tukaj so tudi, firma Calvita šla gledati, kakor so šli določati to totoks vrednost, to je v bistvu oksidativna vrednost. Kaj to meni, ko sem prej rekel, kaj se zgodi, če olje pustite odprto v svetli steklenici, postane žarko, ne, po štajersko veste, kako mi to rečemo, da je hin. Stari hin je, ne, ni več, gotovo. In tega ne uporabljaš. In zato sem rekel, olje v flaški je zelo, bom rekel, da se nekdo ne boji, kaj je dal na tržišče, ker tisto, ko imate določena olja, ki so kapsulirana, pa imate v kapsah, v takih omotih, s tistimi omoti se da zelo lepo prikriti von žarkega olja, ki ga pakiraš noter. Vi to ne veste, vzamemo, pojemo, pa naenkrat, pa nekaj ni dobro v trebuhu, pa si na stranišču vsakih 20 minut, pa smuk treniraš, ne, in potem ni fajn. Evo, to so en oksidator, potem je omega-3 indeks, ne, to vse je šla znanstveno firma gledati, kaj bi vam lahko povedala, oziroma da vam enkrat razloži te stvari, zakaj se to dogaja, in EPA pa DHA, ko ste tam poslušali o teh LDL-ih pa HDL-ih, pa sem pa tja, da bi se ocenilo, kako je stanje krvožilja v človeku kot tako, je tisti indeks, ne, omega indeks. In jaz vam tu izpisal, zdaj da boste vedeli, sploh ko berete, ko boste vi greste do svojih klientov, pa jim razlagate, vidite, pa visoka vsebnost, pa greste na internet, da še olje ima v dobro razmerje, EPA pa DHA pa toliko, pa 1:2, 2:1, nikjer ne vidite številko, pa sploh ne veste, kaj to je, ne. Ne, tako sem pisal, pol imate še zraven,
če boste prišli kdaj s kom, ki neka druga prodaja, bo pa rekel, naši imajo pa še zraven Keto 2, LC Mufa, LC Upa in bla, 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 spravi. In ti mi to povedal po domače, kaj to pomeni. To so vse nazivi za kemijske spojine, da si mi lahko sporazumemo, koliko ima verig, koliko ima sploh veriga dolga, koliko ima atomov, koliko je noter dvojnih vezi, kje so dve vezi vezane, je to na 2., 3., 5., 10. mestu, ali so tisti krogi šesterokotniki, osmerokotniki in, da mi lahko o tem govorimo. Ampak če me začnem to razlagati, ne vem, zaradi tega nič bolj pametno. Bom pa ful zvenel tako modro. Ne? Skratka, kaj je pomembno, je to razmerje EPE pa DPA v celicah in potem so šli gledati in se namreč iz omega-3 kislin se naredita te dve drugi kislini, kateri so pa našli, da so sestavni del zida eritrocita. Eritrociti so pa reče krvničke. In če bi hteli določati stanje v telesu, kaj se dogaja, zakaj v eritrocitih, ker eritrociti potujejo po celem telesu, pa telo skrbujejo z kisikom kot takim. In glede na to se je stalo, ker kri je ravno tako tkivo, kot vse ostalo, in kri se zelo hitro menjuje. Eritrociti, vedete, da imate življenjsko dobo 120 dni, potem propade. In to zelo hitro lahko vidiš, kaj se dogaja v telesu, ko ga ko ga polniš, ko mu dodajaš maščobe. Če daš slabe maščobe, ne pravi zasičene maščobe, transmaščobe, potem se to začne dogajati, se te maščobe vgrajujejo, ker telo maščobe rabi in potem vgrajuje tudi v eritrocite. In ko gledajo to razmerje med enim pa drugim, so videli, da če je razmerje teh EPE pa DPA nad 8%, glede na vse, kar skupaj so merili, pomeni, da je tudi v telesu nizka verjetnost, da bo prišlo CHD. Namreč, ker Američani so uporabljali eno drugo besedo, težave z koronarnimi žilami, coronary heart disease. Ne samo kardiovaskularno, to kaj vsi uporabljajo, ampak prav žile na srcu, da lahko ocenijo stanje žil na srcu, ker srce pumpa, če vam pumpa škripne, lahko imate briljantne žile okrog. Samo ena žila dol, da se je zamašila na srcu, pa je konec. Ko pa, če bi to gledali, in so potem tudi gledali in so našli pri ljudeh, ki je pa to razmerje pod 4%, takrat pa pravijo, oni bi se moralo v medicini vklopiti alarm, da s tem človekom nekaj ni v redu, da se tu nekaj v telesu dogaja. Ampak kdo to dela? No, vem. Zakaj? Ker je predrago. Tukaj vam zdaj pokazal, kaj je novega v tem izdelku. Razmerje med EPO pa DHA-jem je 1:1. In ne samo to, da boste videli, koliko tega treba vnesti v telo, 700, bom rekel, začunali so okrog 650 mg. Tukaj pa rezovalec, šel pa rekel, gremo 6 stopnjev više, da bo ljudje na varni strani tega, v 5 ml tega olja je točno 782 mg teh dveh maščobnih kislin, ki jih telo rabi. Kar je bistveno boljše, ko omega olja iz ostalih produktov, ko sem gledal, pravijo najboljše omega olje kot olje, pravijo, da je iz inčunov. Ampak z eno razliko, nima pa niti približno takega razmerja EPE pa DPA, kot ga ima olje pridobljeno iz slanika, iz norveške slanika, to, kaj imate tu na mizi, oziroma kaj Kalivita kot tak dela. To so bistvene stvari in razlike so v niansah. Eni imajo, tudi vidite, imajo te PR zgodbe take, da rečeš, pa kaj si ti, odkot te njim vse to. Ampak vsebina ne štima. Veste, kje so Benetke najlepše? To imate vedno, ko sem to čital, smo tako prišli Benetke naprej. Veste, zakaj Benetke? Kje so Benetke najlepše? Oziroma, kak so najlepše, če si jih ogledate? Z ladjo po kanalih, ko se vozite, pa ko z gondoljerji vozijo. Zakaj? Ker gledate samo pročelja stavb. Ko pa stopite dol, pa idete 10 metrov v notranjost, pa rečeš, pa kaj si ti, da se vse podrlo. To je nobene skrbi za te stvari. Ampak na prvo žogo pa so wow. Bog ne, da pogledate pod vodo. Spet druga zgodba. Pa še smrdi. Ja, res je. Samo dosti gre tja prehlajnih, pa ne vejo. Reče, lepo pa je. In od te cele zgodbe podatkov, ki jih imate, s katerimi ste tudi srečali kot tak, v bistvu, kaj si je kot tak najbolj za zapomniti, da o teh koncentracijah, kaj se dogaja, kaj so študije pokazali, kot to, da gre za pravo razmerje holesterola in kaj so tiste stvari,
To si moraš ja sam pogledati iz te strani. Ta prvi del, ne. Evo. Ta ketolejčna kislina, to je glavno, zato imate na nalepki keto napisano, ne. Ketolejčna kislina je tista kislina, okrog katere se vse skupaj vrti. Ostalo so promotorski nazivi. O holesterolu so vsi govorili, o ketolejčni kislini pa ne. Namreč ta ketolejčna kislina je prekurzor, iz katere lahko naša jetra naredijo EPA pa DHA kislino, ki potem vpliva dobro na vse te stvari in potem zmanjšuje nastanek teh prebavnih težav. Olje tako, da ga lahko pijete, pravijo sicer, da ga ne bi pili na tešče. Zakaj? Ker proizvajalec ne ve, koliko ima kdo kisline, ne. Prej ste čuli stvar o kislini v želodcu, koliko ima kdo kisline. Ni samo stvar, koliko ima kdo kisline, ampak kako pH vrednost ima ta kislina v želodcu. Kislina v želodcu je mogla imeti okrog 2, med 1 do 2,5 pH. Ne, pH pri mnogih ima 4. Kaj se začne dogajati? Hrana bi v želodcu, vedite, kaj je namen želodca? Vsi, kaj smo prav, tako in drugi stvari, da boste razumeli to, kaj uporabljate, kaj se dogaja v telesu. Namen kisline v želodcu je samo eden. Ne to, da se vriga pa da speče po sapniku, ne, oziroma gor po požiralniku. Namen te kisline, da bilo kako hrano vi pojete, da hrana v trenutku razpade v kašo. Zato imate ljudi, ko jejo stekla, ljudje, ki jejo železo. Ja, oni ga res prebavijo, ker ima tako kislino v želodcu, da če bi samo mimo šli, bi nam prst preluknili. To so res močne kisline. In ta kislina potem, če hrano, ki jo zaužijete v črevesju, ne razpade dovolj v kašo, gre naprej v črevesje, ker želodec hoče sprazniti, želodec ne bo dolgo držal stvari, ne. Če vzamete nekaj mastnega že zjutraj, se prebava ustavi, ker rabi želodec več časa, da predela maščobe v obliko, ki jo bo lahko telo potem kasneje izkoristilo. Ne, taka hrana potem, zato pravijo, ne jesti to na tešče, da najprej pojete nekaj druga, pa potem se jemlje olje kot tako. In potem ta kaša, ko pride v črevesje, se lahko začnejo bakterije v črevesju, kar ste danes spet slišali o urejenem biomu, to je mikrobiomu, lahko začne telo s pomočjo teh bakterij, ki jih imate noter, črpati sestavine, ki ste vi vnesli v telo, da jih lahko telo izkoristi. Torej, slaba želodčna kislina, ne pravi bakterije, imate eno veliko zmedo in pol pride do tega, da hrana v črevesju vre, vas napihuje. In to ste slišali, črevesje so prvi možgani, v bistvu več nevronskih preklopov je v črevesju kot v možganih. Ne? Če vam v trebuhu ni dobro, ne v želodcu, v trebuhu ni dobro, ker črevesje je v trebuhu, želodec je del trebuha, kaj se bolj zgodi? Takoj začnete švicati. Nekaj ni vrejo, me je matralo to. Vidite, da se nekaj v črevesju dogaja. Torej, zdaj, ko boste šli k svojim klientom, kot tak, bi rad, da razumete, kako mora telo funkcionirati, da tisto, kaj jim date, da bojo še bolj zadovoljni. Naj bo to vitamini, naj bo to koencimi, naj bo to ostali dodatki, ampak da boste jim povedali, zakaj je to pomembno, te stvari glavne uredite. In na to ljudje dostikrat pozabljajo. Tu je še par indeksov, ki so jih merili, kako, zakaj, da so lahko povedali, razliko med tem novim oljem pa vedno med konkurenco, kaj je na terenu. Ja? In še nekaj, ženske lažje konvertirati esencialno maščobno kislino kot pa moški. Tu imate prednost. Ja. Čeprav imamo mi dve glavi, ne. Razmišljati pa ne znamo. Res je. In kaj so potem te prednosti? Tukaj imate napisano vsa ta stanja, ki jih v bistvu vi poznate. Ne? Zakaj prihaja do tega? Kaj pomeni antioksidantno delovanje? To pomeni, glavni problem danes v telesu je, da se nam vse to dogaja, je ta zakisanost oziroma potem vnetje krvnih žil. Če vi skrbite v osnovi, da boste znižali vnetja v telesu, boste začeli bistveno boljše funkcionirati. Ne? Ko poslušate zgodbe o aterosklerozi, prej mislim danes dopoldne pa to, da smo v začetku to slišali, ne? Osnovna zgodba ateroskleroze je problem krvnih žil, če vprašate mene. Vse to, kaj slišite, kako se potem to lepi na krvne žile, pa aterosklerotični plaki, pa in te stvari, vse to štima, ampak zakaj pride do tega? Je kdo razmišljal, zakaj pride do tega? Vsi imate doma teflonske posode. Ne? Se prime kaj na to teflonsko posodo, dokler je nova? Čist nič. Lahko bilo kako olje dati gor, primete, obrnete, stresete, pa je čista. Zakaj se to dogaja? Ker je posoda optimalno gladka.
optimalno gladka. Čim pa si vi enkrat dotaknete, pa poškodujete to teflonsko plast, se vam bo tam začelo nabirati olje, bilo kaj, te najboljše olje se bo začelo tam gor peč, pa konvertirati v slabe maščobe. Ne? In tako isto z žilami. Dokler so žile optimalno gladke, endotel, ko ste dopoldne, se spomnite, da ste čuli izraz endotel v krvnih žilah. Veste, kaj je endotel? Tak po domače. Tapeta na zidu. Vse na kakšen zid zadnji debel, endotel je tapeta na zidu in dokler ste tapete, ok, stanovanje je lepo, se ga da enostavno čistiti. Če vam prije otrok, vam s kulico potegne, en mali ris se bo tam začelo. Isto z endotelom. Ko so poškodovani krvni žile, se sprožijo vsi ti faktori, ki so, zakaj se nabirajo plaki, zakaj rabimo maščobe. Ne? In v tem primeru potem tudi omega kisline, ampak kot take omega maščobe pride v to igro, da pomagajo. Ampak omega maščobe, ko plujejo same po krvi, ko se jih razgradi, so bistveno bolj žilam prijazni, kot pa ostale maščobe. Ko je žila poškodovana, začne skozi žilo krvaveti. Prvi alarm, ki ga dobi telo, je, da je treba to žilo zapreti. In pol se začne na to polko lepiti gor, pa pridejo trombociti, pa pridejo levkociti, pa vse tiste pa makrofagi, ki nosijo s sabo maščobe, ne? Ko ste čuli makrofagi z maščobnimi kuglicami znotraj, ne? In L del pa H del nista maščobi. To so proteini, ki nosijo maščobni del s sabo. Funkcija L dela je, da iz jetre nosi maščobo v kri, ki jo telo rabi, H del pa iz krvi vzame pa nese nazaj vetra. Torej, če hočete, ne, zato jaz pravim, ker sem ko mali medel, če spremenite prehrano, če začnete skrbeti za jetra, da ščistite jetra, da bo jetra, je edina kemična tovarna na našem telesu, ki se vse filtrira. Če poskrbite za jetra, bo tudi začel holesterol padati. Ja? To je ta igra L dela pa H dela. Kompletno medicinska stroka je narobe razlaga. Zakaj? It's a good business. It's a very good business. Statini, najbolj neugodna zdravila, kaj ste jih lahko kdorkoli jedli. Veste, kaj je največji problem? Ljudem povedati, da jim dopovem, da je to strup v kapsulah. Mi ne verjamejo, ker sem eden redkih. Ne? In pol te grdo gleda. Če pa mi cel svet govori drugače, vsi ti profesori, pač je tak, ne? Slepemu ne moreš dopovedati, da je zunaj lepo, ker on svet, ki ga čuti, doživlja drugače. To so problemi, ne? In zato, ko boste rajši vašim klientom razložiti, naj dajo stran, naj začnejo paziti, da vnašajo kvalitetne stvari, kvalitetne substance, ki so preverjene in se jim ne bo nič zgodilo. Garantirano se jim ne bo nič zgodilo. Seveda ne, da bi zajeli, da mu vi pridete pa mu povete zdaj za omega-3 novo olje, pa potem za resveratrol, pa za vitamine, pa za minerali, ki jih imate. Pa rekel, jaz sem začel jesti, pa kar z veliko žlico, hop, hop, pa zalijo z vodo. Ne, počasi, po pameti pa dozo. Razlika med dozo, med zdravilom pa med strupom, veste v čem je? Samo v dozi. Točno to. Tako postaje to ena pesem, ne? Too much love can kill you. Ne? Tudi preveč ljubezni te lahko ubije. Ne? Tako da vse, tista budina zlata pot, zlata sredina pa je to. Anti-aging, zakaj sem ga dal na konec? Zato, ker ne bi rad, da zgleda, da vam promoviram olje, omega-3, vrhunsko olje, kot anti-aging stvar. Ne? Ker pol se bo začeli eni kar tak. Ne? Od znotraj treba to vnašati v telo, lahko si tudi namažite, seveda telo rabi maščobo, koža rabi maščobo in zaradi tega, zakaj deluje? Ker znižuje, bom rekel, vnetja, istočasno pa je super gradnik za to, kar si telo rabi sestavi teh maščobnih kislin okrog vsega tega, da se lahko popravlja. In kolageni, da ste čuli, maščobe so osnovni prekurzori za hormone, za določene proteine, mislim ne za proteine, ampak recimo za celično membrano. Danes je bilo tako luštno predavanje okrog tega, koliko, zakaj znižujejo holesterol pa to. Ne? Ko sem jaz enega, ne vem, strokovni srečanj vprašal, se rekel, čakajte malo, holesterol boste znižali na 0. Kje imate vi v avtomobilu deli, ki se drgnejo med sabo vodo? Pa to reče mehaniku, me vidi, več noče v življenju. Maščoba mora biti in holesterol in maščobe so osnovni gradni element, gradnik vsake celične membrane, ki jih je 80 milijard. Veste, kaj to pomeni, če te nehali vnašati maščobe? Ker zdaj so pustili še enkrat te, bom rekel, omega maščobe pa vse te stvari na miru. Če se poškodujete, se vam telo ne bo popravilo, rane ne celijo. Pustim to, da ste znervirani, pa da imate prebavne težave, pa vse skupaj.
rane ne celijo. Rana pa je nekaj, kar vi vidite. Zakaj to delajo? Ker je dobro za biznis. Kdo to dela? Skupina bolanih ljudi, ki bi rada naterala stvari, kako rečejo, jarca na kraj, ampak zakaj, da bi oni služili? Študij je lahko pokazan, če zaslužite 15.000 evrov neto na mesec, da mu stane 25, 50 ali 5 milijonov, po 15.000 neto zgubi človek razsodnost, ne ve več, kaj bi z denarjem. Mu je preveč. Nekje 15.000 je zgornja meja. Jaz ne vem, kam je s tem denarjem. Zdravje se pa ne da kupiti. Pa jajca bojo kuhana. Tako da, evo, jaz sem Točen kot ura. Se vidi, da sem bil v Švici, da sem me zdrilali. Skratka, za konec, kaj vam rad povedal. Zaupajte sebi, dobre stvari ste danes slišali, slišali ste tudi možnost samo zdravljenja, da se telo lahko samo zdravi, če mu dodate samo osnovne stvari. Dajte telesu samo osnovne gradnike, visoko kvalitetne, pa ga pustite na miru, da si on sam naredi to, kaj mora. Ja? Kdo verjame v samo zdravljenje? Vsi. Kdo je pa sposoben tega narediti? Bomo. Tu smo pa tanki, ne? Ampak vedite, zakaj je to? Ne, da nismo sposobni. Ne verjamemo iz srca. Ne verjamemo, ker vsak dan poslušate zdravnike, poslušate po televiziji, poslušate vsi politiki vam govorijo, za vse rabite pomoč. Nič ne rabite. Vse, kar rabite, že imate, oziroma vi celo veste, kje boste to nabavili. Samo to. Verjamite pa zaupajte. Vse ostalo je šatr. Tako da. Lepo hvala.